V Zgornjem Tuhinju je bilo danes popoldne in zvečer posebej slovesno, saj so slovesno obeležili 100-letnico delovanja prostovoljnega gasilskega društva Zgornji Tuhinj. Ob tej priložnosti so lepo obnovili društveni dom, izdali pa so tudi kroniko društva ob 100-letnici. Slovesno se je začela z veliko parado. Na desno! Na levo, rajse! Sledila je blagoslovitev novega doma, ki jo je opravil kamniški frančiškan pater Franci. Nato sta predsednik PGD Zgornji Tuhinj Matjaž Bajde in kamniški župan Marjan Šarec slovesno prerezala trak. In parada je krenila proti športnemu igrišču, kjer je stal prireditveni šotor. V povorki so bili tudi gasilski oldtimerji, ki so nam prikazali posebno vajo gašenja na star način. Prireditev se je nato nadaljevala pod prireditvenim šotorom.
Zbranim je najprej spregovoril predsednik PGD Zgornji Tuhinj Matjaž Bajde, ki je med drugim povedal. Elana za delo nam ne manjka, kar pričajo številne uspešno upravljene naloge, ki smo si jih zadali. Zmoremo pa le skupaj in le na ta način smo uspešno zakorakali tudi v 100 leto delovanja našega društva. Tako kot so pomembni trdni temeljni stavbe, so prav tako pomembni tudi trdni temeljni društva, ki so jih člani skozi vseh 100 let dograjevali, negovali in skrbno čuvali. Življenje nas uči, da je nad vse pomembno medsebojno spoštovanje in razumevanje. 100 let delovanja je okrogel mejnik, ki pomembno zaokrožuje obdobje in delo več generacij gasilcev, ki so bili predani gasilstvu v Zgornjem Tuhinju. Pri vsem delu so se srečevali s tako lepimi kot tudi težkimi trenutki. A vendar bili so močni in vztrajni pogumni. Radi in z veseljem pa danes vsekakor nadaljujemo njihovo plemenito delo z željo po novih pridobitvah in uspehih. Posebna zahvala pa tudi vsem gasilkam in gasilcem, ki ste veliko svojih ur in prostovoljnega dela opravili ob takšnih in drugačnih pripravah na današnje praznovanje. Spoštovani, na nas vseh pa je nadaljna skrb, da je gasilsko društvo tisto, kar je viden napredek in je društvo, ki temelji na spoštovanju ljudi in vrednot ter so pomoči drugim. Ob 100. letnici društva izrekamo čestitke celotnemu društvu, našim krajanom, širši družbi, pa obljubljamo dobro sodelovanje ter pomoč ob nesreči in stiski tudi naprej. Hvala lepa vsem in praznujemo skupaj na pomoč. Sledil je pozdrav poveljnika Gasilske zveze Kamnik. Današnja proslava se ni začela danes ob 6, ampak se je začela točno pred 100 leti, ko so vrli ljudje tega kraja, združili moči in s temi močmi premagovali rdečega petelina vse do danes. Rdeči petelin, bom rekel, je danes majčken v zatonu, nas pa pestijo druge težave, to se pravi elementarne nesreče, cestne prometne nesreče in vse drugo, kar se zgrinja na ta človeštvo. Pred 100 leti teh problemov niso imeli, včasih mogoče ga še nebo si zvrlo zvrnil, ampak še hlode prevrnili, to je bilo pa tudi vse. Danes imamo pa teh problemov neprimerno več, zato čestitam današnjemu slavljencu in pa smelo naprej. Predsednik Gasilske zveze Kamnik pa je tuhinjskim gasilcem za konec povedal. V imenu Gasilske zveze Kamnik se zahvaljujem celotnemu članstvu za ustvarjalno delo. Še posebna zahvala tistim, ki danes ni med nami, so pa velik del svojega prostega časa namenili razvoj gasilstva v Zgornjem Tuhinju. Zahvaljujem tudi krajanom, ki večkrat priskočijo na pomoč, da je danes društvo tako kvalitetno opremljeno. Sedanjemu vodstvu bi čestital za izredno plodno in kakovostno delo ter pogum, ki so ga izkazali v zadnjem času. Nakup novega vozila GVC 1625, izdaja kronike, praznovanje 100-letnice, izgradnja novega oziroma obnova novega doma, to dokazuje, da je delovanje društva izredno kvalitetno. Na koncu bi še enkrat v imenu Gasilske zveze Kamnik in v svojem imenu iskreno čestital gasilcem iz Zgornjega Tuhinja. Strani civilne zaščite pa so bili še posebej odlikovani. In vam podeljujem srebrni znak civilne zaščite. To je visoko priznanje za dolgoletno delo, za ves trud, ki je vložen, da bi še naprej bili motivirani in delovali tako srčno kot do sedaj. Tudi strani kamniške civilne zaščite so bili pohvaljeni. Iskrene čestitke tudi v imenu civilne zaščite občine Kamnik, kjer, bom rekel, se vam iskreno zahvaljujem za izredno dobro sodelovanje in vašo intervencijo v lanskem letu. Prepričan sem, da bomo lahko skupnimi močmi našim občanom in občankam v primerih naravnih nesreč učinkovito in hitro posredovali. Še enkrat iskrene čestitke v vaših stoletjih. Zbrane pa je nagovoril tudi kamniški župan Marjan Šarec. Tovarišice gasilke, tovariši gasilci, spremenilo se je marsikaj, spremenila se je tehnika, spremenila se je moda, spremenila se je družba, spremenil se je tehnološki razvoj, a vendarle tisti plamen v srcih, kako
sočloveku v stiski pomagati, kako zanemariti celo svoje življenje, zato da boš rešil življenje nekoga drugega, to pa ostaja v vaših oziroma naših srcih. Kaj tudi sam sem gasilec z dušo in srcem in upam, da bom to še dolgo. Gasilci smo tisti zgled drugim, kako pomagati in smo tudi največja humanitarna organizacija v Sloveniji. Tovarišice in tovariši gasilke in gasilci, krajani Zgornjega Tuhinja in drugi visoki gostje tukaj z menoj na častni tribuni, iskrene čestitke, veliko zanosa, poguma za naprej, naj vam kljub težavam, ki nas danes pestijo, naj vas volja ne zapusti, kako pustiti veliko prostovoljnih ur v korist drugega. Predvsem pa vam želim, da bi tudi vaši delodajalci spoznali, kako pomembno je gasilstvo za sočloveka in da vam ne bi odbijali ur ali pa celo sankcionirali kako drugače. Iskrene čestitke in naslednjih 100 let. Hvala lepa. Spregovoril pa je tudi predstavnik Državne gasilske zveze Jože Berlec mlajši. Vsem skupaj prenašam lepe pozdrave v imenu Gasilske zveze Slovenije. Gasilska zveza Slovenije seveda iskreno čestitam vašemu društvu ob 100-letnici vašega delovanja. Kot je povedal predsednik, lepo skrbite za dom, poskrbeli ste za opremo, skrbite za izobraževanje in morda je poudaril, pa morda celo pa ne malo, izredno sem zadovoljen, ko vidim, kako skrbete tudi za mlade. Število mladih je izjemno pomembno. Namreč pred časom nam je bilo to samo po sebi umevno, da pač mlade imamo. Imeli smo pionirčke, mladince in tako naprej. Danes pa ponekje to že postaja resen problem. In zato zelo poudarjamo v vseh društvih, da ne dajo čim več pažnje prav na delo z mladimi. To je naša prihodnost. Tudi na nivoju Gasilske zveze Slovenije skrbimo za to, da bi čim bolj olajšali delo z mladimi. Zato smo se lotili velikega projekta, v tem trenutku skoraj neverjetnega. Skušali bomo ponovno vzpostaviti kapacitete na morju za 60 mladih, da bo istočasno in letovalo in se izobraževalo. Upam, da nam bo uspelo. No pa ko smo pri mladih in ne sme mimo tega, točno danes, čez en mesec, se začenja gasilska olimpijada v Kočevju. In prav mladi so tudi pripravili krajši kulturni program. Predstavili so seveda tudi kroniko društva, ki je izšla ob njegovi 100-letnici. Kroniko je predstavila ena od soavtoric Mateja Slapnik. Poleg omenjene je bila soavtorica tudi Ivanka Bajde. Obema so se zahvalili za delo. Hvala lepa, ob tej priložnosti, ki priklanjamo eno skromno župalo in se še priporočamo, če bi Še enkrat lepa hvala in uspešno naprej. Mateja si zaslužila eno tako lepo pohvalo in tudi naprej. Še ne samo za kroniko, ampak še za marske drugega je ona zaslužila to. Ogromno dela v društvu, brez nje in ne bi bilo tako. Tuhinjskim gasilcem so poleg predstavnikov sosednjih gasilskih društev čestitali tudi gasilci iz Gerečeve vasi v občini Hajdina pri Ptuju. Zapel pa je tudi mešani pevski zbor iz Zgornjega Tuhinja. Pa je zaključila kluba iz sosednje